postati medgeneracijski bend. Se mi zdi nekaj največ, kar lahko dosežeš, zlasti, če to ne počneš na tak prozoren način, da bi zdaj ciljno pisal pesmi. Ne vem, če želiš pridobiti otroke na svojo stran, zdaj bomo delali otroških pesmi, seveda jih ne bomo. Mi še vedno pišemo pesmi, ki izhajajo iz nas. Se pravi, da v osnovi najbolj nagovarjamo publiko, ki je tudi starostno nekje primerljiva z nami. Ampak, če jo zagrabijo, če jo osvojijo, če jo posvojijo mlajše generacije, to toliko večji uspeh, ne? Sicer meni je včasih fascinantno, da, generacija mojih hčire, se pravi 17, 18, 19, zapopade določeno sporočilo ali pa določeno pesem na isti način, kot sem jo recimo jaz napisal ali pa Jernej, ampak verjetno interpretirajo malce po svoje, kar je spet dobro, ne? Ko pesem pravzaprav lansiraš v javnost, dobi svoje novo življenje in ti več ne moreš nadzorovati te poti, se pa lahko potrudiš in preventivno, recimo, kadar pišeš pesem, kaj bi ti govoril Ivan, eksplicitno opozoriš, da gre za Cankarja, ne za kakšnega drugega Ivana. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci, gledalke in gledalci Večera, dobrodošli. To je Večer za vikend, naš tedenski podcast, zdaj že med vašimi zagotovo najbolj priljubljenimi podcasti, s katerimi zaključite vaš in naš delovni teden. Spremljate nas lahko na vseh platformah za podcaste in naj bo tudi vabilo, da glas o Večeru za vikend in Večeru je zjutraj širite med našo publiko tudi naprej, da bo naša skupnost postala še večja. Danes pa zelo vesel sem, da lahko v studiu pozdravim cenjenega gosta Tone Kregar, servus. Zdravo. Zdaj predstavitev CV-ja doktorja Kregarja seveda ni zelo potrebna, pa vendarle v nekaj alinejah, torej frontman zasedbe Mi2, avtor glasbe, besedil, glasbenik, zgodovinar, muzealec, predvsem pa človek, ki tudi razmišlja in za svojimi mislimi vstopa v javni prostor, kar se mi zdi sploh v teh hrupnih časih, ko je v etru marsikaj vulgarnega in neprimernega tudi zelo pomembno. Tako da, Tonč, kako si? Hvala. A ja, se lahko tika v bistvu? Absolutno. Boče bi res bo izpadlo malce bolj neformalno in sproščeno, če se bo... Kar je za podcast čisto v redu. Absolutno. Kak si? V bistvu vredo, ne? Ampak ko si omenil vulgarnost, ne, se pravim, po svoje to ironije, ne, ker tudi skupini Mi2 pogosto učitajo vulgarnost. Ti me pa zdaj predstavljaš kot nekoga, ki se bori proti obči vulgarnosti, tako da hvala lepa. Ja, hvala za to. Ampak jaz govorim o, bom rekel, vulgarnosti v nekem političnem besedu. Drži, se razumeva. V nekih drugih formatih, v nekih drugih kontekstih mogoče. Štartava v bistvu na zelo aktualni, nevralgični, vroči točki. To je novi singl. To je pesem Kaj bi ti govoril Ivan, ki je tik pred kulturnim praznikom, na predvečer slovenskega kulturnega praznika prišla v javnost oziroma ste jo objavili. Zdi se pa mi en takšen, bodiva malo vulgarna, nagobec, komentar, ogledalo, v bistvu precej neprizanesljiv tekst o času, o nas, o prostoru, o brutalnem svetu, ki je negotov, nepredvidljiv, predvsem pa zelo krvav. Zakaj in odkot ta pesem, Tone? Pravzaprav iz istega razloga, ki si ga zdaj že omenil v tem uvodu. V tem tvojem opisu pesmi, s katerim se popolnoma strinjam. Pesem je nastala pred, mislim, dobrim letom dni. V enem trenutku, to je pesem, ki sem jo verjetno napisal najhitreje v življenju, v 2 urah. Očitno je da se je toliko časa v meni nabirala ta neka tesnoba, razočaranje, jeza, tudi morda neke vrste strah, oziroma razočaranje nad vsem tem, kar smo spremljali in še spremljamo v svetu. In mislim, da je bilo to nekega dne po še enem izmed neštetih prispevkov o genocidu v Gazi.
in seveda obči svetovni impotenci, kar se tiče nekega razumnega odgovora, da bi se ta morija zaustavila. In očitno je to prelilo kapljico, ne? Šla je kapljica čez, vzel sem kitaro, se usedel in pravzaprav v 2 komadih napisal kantavtorsko zasnovo te pesmi, ki jo pravzaprav že čez teden dni predstavil kolegom v bendu, ki so takoj jim je bilo jasno, zakaj gre. Lotili smo se aranžmaja, komad smo posneli lani poleti in dejansko čakali oziroma na nek primeren trenutek, ko ga bomo lansirali v javnost, in ocenili smo, da je predvečer kulturnega praznika kot nalašč za to. Tudi zato, ker se nenazadnje reflektira na največjega slovenskega pisatelja, literata, ki je že v svojem času na podoben način kritično ocenjeval družbo in svet okoli sebe. Zakaj, povej mi, dobro, 150 let rojstva, Ja. ne? Zakaj Cankar, ne? Zakaj ima kot literarna figura neko posebno mesto? Pri tebi? Gotovo, ampak sej, kot je Kaj bi ti govoril Ivan, bi lahko bilo tudi Kaj bi ti govoril Srečko, ne, nazadnje, 100 let od Kosovile smrti. Tu je bolj, mogoče Cankarja sem izbral tudi zato, tudi zaradi neke zvena besede Ivan, morda, in tudi, ker ga nenazadnje vsi zelo dobro poznajo Cankarjevo to kritično ost, ne, večina izmed nas vsaj pozna, tudi javnosti pozna vsaj nekaj večnih citatov, zlasti iz Hlapcev, recimo. Skratka, zdelo se mi je zelo primerno, ampak v osnovi je bil namen te pesmi, te tožbe ali tega pisma nekomu v preteklosti, kot rečeno, ki je že v svojem času zaznaval skorajda identične anomalije, in gre za neko tožbo, se pravi, nič nas ni izučilo, ničesar se nismo naučili iz preteklosti, bore malo se je spremenilo, skratka neko obžalovanje nad tem, da se človeštvo iz preteklosti, iz lastnih in tujih napak pravzaprav ničesar ne nauči. Preden se še vrnemo malo k Cankarju, me vseeno še glede pesmi nekaj zanima. Spot je tudi, bom rekel, nekoliko drugačen format, podobe, votlina, vzdušje, bom rekel, je zelo naturalistično, je neposredno, brez cenzure praktično. Drži, kot je pesem, kot je besedilo zelo neposredno, jaz načeloma sem znan po tem, da določena sporočila nekako skrivam oziroma mašim vrstice. V tem primeru ni tako, pesem je zelo direktna, namenoma je zelo direktna, zelo razumljiva, zelo jasno je, kaj sem hotel v tej pesmi povedati oziroma kaj želimo člani skupine midva s tem povedati, vendar gre za kolektivni izdelek. Ampak kot si rekel, medtem ko vizualizacija te pesmi to dejansko še potencira, še bolj neposredno nakazuje, zanjo pa je v celoti zaslužen Domen Rupnik, s katerim smo v preteklosti to zadevno že sodelovali, in če ga poskušam povzeti njegove besede, rekel, ko je prvič slišal to pesem, se ga je dotaknil na ta način, da si je pravzaprav želel izdelati vizualizacijo, in prva asociacija na sporočilo pesmi je bila ta alegorija oziroma prispodoba Platonova prispodoba votline. Na kratko, če povzameva, skratka, tam so v tej votlini so ljudje vklenjeni, vse, kar vidijo, so njihove lastne sence, pravzaprav, in gre za neko iluzijo resničnosti, razsvetljenje, svetloba jim je pravzaprav nedosegljiva oziroma se je celo bojijo, in na ta način gre za neko primerjavo, to je bila Domnova želja, da prav upozori na to našo ujetost oziroma uklenjenost, neke vzorce ponavljajoče se zgodovinske tragike, recimo. Moram reči, da meni je izdelek v celoti res dober, odličen, in sem prepričan, da bo odmeval tudi to zadevno, da bo spodbudil neko razmišljanje ljudi, ne. Rekel si Gaza, ne, kot neposreden trigger mogoče tvojega razmisleka, govoriš o otrocih v Peči. Tako rekoč. Tako teh danes letos, kot tistih nenazadnje izpred 80 let, absolutno. Ne? In ravno v tem je poanta. Živeli iz pepela, deco mečejo v peči. Nekdanje žrtve postanejo storilci. Skratka, ta absurd, bizarnost, ampak žal ne.
prvikrat v zgodovini. Ne? In tvoj nagovor, ne, neka spoved, skoraj da neka tožba Ivanu Cankarju. Ne. Hlapci si rekel, ne, njegovo znamenito delo. Še danes verjetno zelo aktualno, ker verjetno spet tukaj smo, ne, tako se zdi, ne, za Evropsko unijo, marsikdaj. Hlapci, postreščki v neki veliki dvorani. Biča vajeni, kjer si zdaj največji, najmočnejši, najbolj silni, seveda režejo kose. Ne. Govorimo o času. Ostri kremplji psihopata. Ne? Tako, ko si nekdo a la carte zaželi Ukrajino, drugi Grenlandijo in tako naprej. Ne. Koliko na takšno pesem vpliva to, da si zgodovinar, ne? Da si bral zgodovinske tekste verjetno skozi drugačne oči kot nekdo drug? Ne? Gotovo to na nek način vpliva. Vpliva, da sem dejansko malce da sem zaznamovan, če ne celo že deformiran, ne, s tem svojim osnovnim poklicom, svojo osnovno profesijo. Je pa tudi res, da večina pesmi skupine Mi2, in to ne glede na to, ali sem jih napisal besedila jaz ali pa recimo Jernej Dimek, na nek način zelo pogosto reflektirajo neki širši družbeni kontekst. Ne? Kar precej naših pesmi je, ki so v osnovi na prvi posluh ali pa na prvi pogled zvenijo kot ena klasična ljubezenska pesem, ne? Ampak je med vrsticami ali pa včasih celo bolj neposredno mogoče zaznati tudi, kot rečeno, družbeni okvir, ker vsaka pesem, pravzaprav vsi občutki na nek način vendarle izražajo tudi čas in prostor, katerega živimo. Dobrodošli na dvor bi lahko. Recimo, 1. maj, lepa ljubezenska pesem, ki je pa vendarle na nek način zgodba o poražencih slovenske tranzicije. Ja, in teh je žal preveč. Koliko je leta 2026 potrebno in nujno, da je rock'n'roll, da je kolektiv, kot je Mi2, tudi angažiran, družbeno angažiran, da ne rečem, mogoče kdaj celo tudi političen in ideološki. Koliko pa je vendarle poslanstvo muzike, da zabava ljudi? Zelo spolzka tla, zelo dvorezen meč. Ne? Jaz in tudi Jernej in ostali bendu se zelo pogosto pogovarjamo o tem, razmišljamo o tem. Ker je danes možno biti neopredeljen, ne? Glej, v osnovi, jaz še zmeraj trdim, da smo Mi2 rock'n'roll zabavljaški bend. Ne? Mi smo idealen bend za rock'n'roll veselice. Ti si že bil na našteto tovrstnih dogodkov in se boš strinjal z mano. Ne? In dejstvo je, da je osnovni namen naših koncertov, da ljudje pridejo, postanejo vsaj za tiste 2 uri in pol neke vrste skupnosti, se zabavajo in grejo domov polnih src in polnih duš. Skratka, zato še naši najbolj komorni v osnovi koncerti, tudi naši akustični koncerti, navadno doživijo vrhunec, da vsa dvorana stoji, prepeva skupaj, objeta. Skratka, mi smo zabavljaški bend. Ampak obenem, ne vem, a je razlog temu mogoče, da smo se v rock'n'roll inicirali, da smo se v rock'n'roll socializirali v 80-ih letih, ko so imela besedila, pa ta družbeno kritična sporočilnost precejšnjo težo tudi v slovenskih ansamblih, ne samo slovenskih, tudi siceršnjih ansamblih, ki smo jih takrat poslušali, po katerih smo se oblikovali, je pa ta, da je skupina Mi2 vendarle poskuša ob tem zabavnjaškem delu van vključevati tudi to, kar si ti označil kot družbeno kritiko. Jaz bi se izogibal neke politično-ideološke, vsaj jaz in Jernej se poskušava izogibati dnevne politike. Ne? To vam uspeva. Gotovo nek ideološki predznak pa je zaznati, mogoče celo bolj nek svetovno-nazorski predznak kot pa ideološki v tem ožjem smislu. Ne? Ampak kako to v kolektivu funkcionira? V bistvu kar vredu, počasi so se navadili, tudi če so bila od začetka mogoče kakšna skeptična mnenja, fantje, ne bežmo čim dlje v stran od politike v narekovajih, ne. Se ne govorimo o strankarski politiki. Ampak tudi politika se lahko interpretira na različne načine. Je vendarle, mislim, da ljudje od nas tudi že pričakujejo. Ne? Pričakujejo, da bo v naših besedilih, ne vseh, ampak v lepem številu njih, da bo
zaznati, morda ne na prvo žogo, ampak da bo zaznati tudi kaj več kot pa golo zabavljaštvo. Mislim, morda je tu kolega Jernej še toliko večji mojster, ker zna pravzaprav v res duhovite, ironične, na prvi pogled zelo lahkotne pesmi nekako na tak prefinjen način spustiti tisto malo bolj trpko ost, da je ni takoj zaznati, ne? Oziroma, da si lahko pravzaprav precej trpke pesmi veselo požvižgavamo in prepevamo. Ne? V tem je res mojster, to moram priznati. Jaz sem tu malo bolj neposreden, ne? Jaz se tu teže kombiniram ta dva videa. Ker vendarle neka zgodovinska vloga rock'n'rolla, pa tudi drugih glasbenih žanrov je bila tudi na nek način upor. Ogledalo družbe, po drugi strani pa je seveda primarna funkcija glasbe, sva rekla tudi, da se imajo ljudje okej. Glej, to je seveda zelo odvisno, zelo pogojeno z nekimi zgodovinskimi konteksti. Če smem dodati, predvsem frontmeni, prvi obrazi ste bili influencerji pred influencerji. Ampak zdaj v dobi influencerjev je to zdaj, da smo popolnoma marginalizirani, skratka je to popolnoma irelevantno, ampak ja, v določenih zgodovinskih obdobjih je glasba imela neko težo. Ne bom zdaj rekel, da je radikalno spreminjala svet, je pa prispevala k spremembam sveta 60. leta, celotna popkultura, ne. Popolna, kompletna sprememba na globalni ravni načina razmišljanja, zlasti mlajših generacij. 70. 80. leta, družbene spremembe, od punka naprej, tudi v slovenskem prostoru, ne, je glasba v 80. letih absolutno, slovenski avtorji so prispevali k liberalizaciji, k širjenju prostora svobode v takratnem političnem okolju, političnem režimu. Danes je tega seveda neprimerno manj. Neprimerno manj in jaz po pravici povedano si ne gojim nikakršnih utvar in iluzij, da bom s svojim tekstom, katerimkoli že, bodisi tem ali pa z našimi pesmimi, spreminjal sveta. To bi bilo popolnoma iluzorno, naivno. Pa si imel to iluzijo kdajkoli? Morda, neko temeljno naivnost. Poglej, morda v teh 80 letih, kot rečeno, ko sem se učil rock'n'rolla, ravno z temi vzorniki, ki sem jih omenjal, skratka, ker sem v glavnem zrasel ob bendih, ki so sporočilnosti besed izrečenih dajali neki večji pomen, ne? Sem mogoče naivno gojil to iluzijo. Danes seveda pri teh letih, pri teh izkušnjah, teh utvar nima več. Je pa res, zakaj je morda glasba v primerjavi z ostalimi umetniškimi žanri ali pa kulturnimi ali pa popkulturnimi žanri imela malce večji vpliv, predvsem zato, ker ima širši domet. Pravzaprav gledališke predstave so lahko dosti bolj radikalne, dosti bolj kritične, ampak jih vendarle dosežejo manjši krog ljudi, podobno velja za neka druga umetniška dela. Glasba še vedno doseže širše ciljne skupine, čeprav čedalje manj v današnji atomizaciji, individualizaciji, digitalnem svetu je pravzaprav nemogoče primerjati moč in sporočilnost glasbe z 60, 70, 80, še 90 leti recimo. Leto 2025 ste zaključili v Stožicah, niste ga zaključili, ste še koncertirali tudi po Stožicah, ne? Ampak torej praznovanje 30. obletnice, ne? V Stožicah, v polnih rajajočih in res dobro razpoloženih Stožicah je bilo nek vrhunec, seveda res nekega zdaj že častitljivega skoraj da obdobja. Se pa zdaj 26-letnik pa začenjate z akustično turnejo na turi. Kaj to pomeni? Nujen zdaj rahel odklop od elektrike, od te evforije, ne, od tega silnega adrenalina, ki je verjetno celo leto deloval, teh Stožic, vrnitev k osnovam, malo spet k premisleku. To je vendarle bolj intimna glasba, manjši koncertni formati verjetno. In tudi zato, če se navežem na prejšnjo debato, smo z izidom singla Kaj bi ti govoril, Ivan, malce počakali. Ne? Lani v tem hajpu pred Stožiškem, ne,
ko je vse brnelo, vse hrumelo in ko smo v glavnem igrali tudi izključno električne koncerte z z 2-3 akustičnimi izjemama, smo se odločili, da zdaj je pa mogoče čas, da malenkost umirimo zadeve, da morda predstavimo, da predstavimo še tudi tisto drugo, malenkost nežnejšo plat skupine Mi2, malce drugačno, malo bolj literarno na nek način, če hočeš, in predvsem, da dosežemo in nagovorimo še malce širši krog poslušalcev. Govorim celo o generacijah nad najnima, recimo, ki morda niso ravno največji fani poznih ur, hrupnih dvoran, ampak bi raje v glasbi in besedilih skupine Mi2 uživali na malce bolj intimen način, ampak še vedno v tisti meri, da to ostajajo rock'n'roll koncerti. Ne? In to zadevno smo pravzaprav odločili ta naš akustični program, ki ga sicer izvajamo že dobro desetletje, nadgraditi z pihalnim kvartetom, z tokavcem, se pravi, kar en mali orkester nas je zdaj na odru, in temu primerno so seveda tudi številni komadi prearanžirani in zvenijo v drugačni podobi. Predvsem imam pa jaz osebno zelo rad te akustične koncerte, ker je kar krepka tretjina repertoarja se razlikuje od električnih koncertov. Namreč v tem načinu, v tej obliki koncerta pridejo bolj do izraza nekatere pesmi, ki jih imajo ljudje, vem, da jih imajo zelo, zelo radi, ampak ki zaradi same svoje zasnove pravzaprav ne zazvenijo dobro na klasičnem rock'n'roll koncertu. Tu pa. To se veseliš te akustične zgodbe. Veselim se zato, ker se koncerti začenjajo ob 8, najkasneje ob 9. In nisi več najšlejši človek je lahko, ne, če se malce pomuja po koncertu, že polnoči nekje v varnem domačem zavetu. Okay. Dajva se še za trenutek ustaviti vseeno v Stožicah. Vedno me je nekaj zanimalo. Ne? Te Stožice, znamenite, ta dvorana, največja slovenska dvorana. Kaj je to v očeh glasbenika? Kaj, potrditev z morem, to je vrhunec, po katerem bi se lahko umaknil, ali je to tudi neka zadovoljitev ego tripa, ne, na zadnje pismo, mi smo. V bistvu kombinacija vsega, iskreno povedano. Stožiška dvorana je definitivno največji slovenski koncertni prostor, primeren za glasbenike, kot smo mi. Nismo igrali prvič, smo predtem že stali nekajkrat na odru Stožice, pa res, da je šlo za prvi samostojen koncert. Se pravi, 11.000 ljudi, ki je kupilo karto in z enim samim namenom prišlo ta večer v dvorano Stožice. Naj izdam eno skrivnost, ni ravno skrivnost, ampak verjamem, da javnost v glavnem tega ne ve. Prvotna ideja je bila še bolj ambiciozna. Ne? Mi vendarle, čeprav je sestava našega benda že dlje časa multiregionalna, ampak v osnovi smo pravzaprav štajerski bend. Kot takšnega ste nas percipirali dolga desetletja, nekateri še danes, in seveda mi se tega ne sramujemo, nasprotno. Ne? To je del naše identitete, zato smo želeli tako pomembni jubilej, ko je 30 let delovanja, obeležiti nekje na Štajerskem. Ne? In ambicija je bila to narediti zunaj, na enem velikem open-air dogodku. Dobro je bilo. Ampak je žal potem, neki pogovori so že stekli, ne bom šel v podrobnosti. Skratka, zaradi logističnih razlogov smo se odločili, da ne gremo v to, in logična alternativa je bila neko varno zavetje Stožiške dvorane. Ampak jaz mislim, da na koncu pravzaprav ni nam žal, tega ne obžalujemo. Ne nazadnje so Stožice v Ljubljani, v slovenski prestolnici, in mi smo že dolgo vse slovenski bend, in tudi obiskovalci na ta koncert so prišli iz vseh koncev Slovenije, seveda je bilo pa največ Štajercev. To je pa res. Neko tekmovanje avtobusov je celo bilo. No, naj predvsem ta ideja o nekem open airu ostane za 40, 35. No, recimo, da sem zdaj vrgel trnek, da pa morda se bi pa kako okolje, ne, ali pa kaki entuzijasti v posameznem okolju mogoče ojunačili in skupaj z nami upali zagrizniti v to. Naj bo to res izziv. 30 let
je dolga, ni dolga doba, kakorkoli eni rock'n'roll bendi trajajo tudi dlje, številni pa ne na Če je to dobro ali slabo, ampak je pa številni pa precej manj. Ne? Kaj je bistveno, da zdržiš talent, energija, vizija, prave odločitve ob pravem času, kaj? Kombinacija. Gled, kot pri vsaki drugi stvari, mora biti splet verjetno nekih med sabo povezanih okoliščin, precej sreče. Ne? In dejansko vse to, kar si naštel, 30 let je res dolga doba. Dolga doba za neko človeško življenje, za delovanje nekega ansambla, ampak očitno se da. In kar se meni zdi najpomembneje, je v tem, da vendarle mi seveda ne gremo na koncerte, ne prihajamo več s tolikšnim entuziazmom, kot smo to počeli pred 30 leti, kar je logično. Ne? Ampak vendarle gremo na špil z veseljem, bolj ali manj. Še vedno na nek način uživamo v družbi drugega, še vedno z velikim veseljem, odgovornostjo in nenazadnje tudi ponosom stopimo z odra oziroma iz odra po koncertu, še vedno analiziramo koncerte, še vedno uživamo v nastopih, predvsem pa, kar je najpomembneje za to neko dolgoživost, še vedno v nas tli ta ustvarjalna iskra, še vedno ustvarjamo. Ne? Kot rečeno, Ivan je zadnji singl, v zadnjih 2 letih smo posneli in izdali 4 nove pesmi, se pravi, ne želimo počivati na starih lovorikah, na stari slavi, kar bi objektivno tudi bilo mogoče. Vsem naborom vseh teh hitov bi pravzaprav lahko mirno igrali do penziona, v narekovajih. Ne? Ampak vendarle imamo občutek, da še zmoremo nekaj povedati in dokler dejansko, o čemer pričajo tudi odzivi poslušalcev, to, kar govorimo, očitno ni neumnost, očitno ljudem še zmeraj nekaj pomeni, nekaj da, se splača vztrajati. Ampak koliko po letih, ko postaneš tako rekoč že rock'n'roll institucija, to ne vem zdaj, ali je vredo izraz ali ni, ali je to celo nevarnost, ko postaneš institucija v rock'n'rollu. Vedno rajši slišim institucija kot pa legenda. Ne? Boljše. Legende so mrtve. Legende so mrtve, pa legende nikoli ne veš, kaj je bilo res, kaj pa ni. Ampak vseeno, koliko se ti zgodi po 30 letih, zdaj že res neštetih koncertih, od zelo malih do zelo velikih koncertov, da si enostavno, da se lahko daš kdaj na nekega avtopilota, da ne daš vsega od sebe, oziroma koliko lahko v vsako pesem, ki si jo pel 10, 15, daš emocij vedno znova, ne? Ali pa drugačne emocije, ali pa nekaj drugega, da preigraš malo zadeve. Če povem pošteno, seveda, ne, v glavnem gre za neke ponavljajoče vzorce, gotovo, ne moreš ti 2000-krat zapeti Pojdi z meni v toplice z enako strastjo, pa po možnosti še malce drugače. In tudi zato je pomembno osveževanje repertoarja z vedno novimi pesmimi, ne, ki te pa na nek način potegnejo za sabo, ne, testiraš, na kak način jih bo publika sprejela, ne. Tudi ti odkrivaš neke nove vidike interpretacije. Po pol leta ali po letu dni izvajanja pesmi ugotoviš, da bi lahko v studiu to pesem zapel ali doigral malce drugače. Ne. Skratka, te ohranja živega. Kar se tiče pa tega odnosa, meni še zmeraj, in to je tudi en pomembnih faktor, neka nepisano pravilo, dokler bomo mi znali še biti toliko samokritični in dobro oceniti, ali zmoremo ljudem dati to, po kar so prišli in kar si zaslužijo, kar ne nazadnje tudi plačajo. Ne, konec koncev mi tega ne počnemo zastonj, več kot polovica ansambla pravzaprav profesionalno živi od glasbe, od skupine Midva, tako dolgo bomo na tem vztrajali. In jaz, po pravici povedano, morda res pesmi Sladka kot med ne interpretiram vedno drugače, ampak se pa potrudim na prav vsakem koncertu, naj bo pred 10 000 ljudmi ali pa pred 500 ljudmi dvorani, da svoje delo oddelam na najboljši možni način, ki se pa seveda od trenutka, od večera do večera razlikuje, kot pač siceršnje počutje ljudi. Se pravi, vselej nisi v optimalni kondiciji. Ne? Zdaj, Midva ste šli od lokalnega k nacionalnemu, lotili ste se tudi globalnih zgodb, seveda, o kateri smo tudi na začetku govorila. Kaj pa vaša publika? Ne? Vi ste rasli, kako se je spreminjala publika? Prihaja nova, vidite nove obraze, mlade ljudi, ali se staramo
fani z vami. In Prav, prav zato je zelo fajn ohranjati ta dva koncertna tipa, in akustičnega in rock'n'roll. V rock'n'roll seveda v prvih vrstah pretežno vidiš tudi mladino, študenterijo, srednješolce, čeprav ne izključno, ne? Tudi kaki seniorji mojih let se znajo prebiti v prve vrste in biti zelo glasni, ne? Absolutno. In poskočni, ampak to, kar si dejal, postati medgeneracijski bend, se mi zdi nekaj največ, kar lahko dosežeš, zlasti, če to ne počneš na tak prozoren način, da bi zdaj ciljno pisal pesmi. Ne vem, če želiš pridobiti otroke na svojo stran, zdaj bomo delali otroških pesmi, seveda jih ne bomo. Mi še vedno pišemo pesmi, ki izhajajo iz nas. Se pravi, da v osnovi najbolj nagovarjamo publiko, ki je tudi starostno nekje primerljiva z nami. Ampak, če jo zagrabijo, če jo osvojijo, če jo posvojijo mlajše generacije, to toliko večji uspeh, ne? Sicer meni je včasih fascinantno, da, generacija mojih hčire, se pravi 17, 18, 19, zapopade določeno sporočilo ali pa določeno pesem na isti način, kot sem jo recimo jaz napisal ali pa Jernej, ampak verjetno interpretirajo malce po svoje, kar je spet dobro, ne? Ko pesem pravzaprav lansiraš v javnost, dobi svoje novo življenje in ti več ne moreš nadzorovati te poti, se pa lahko potrudiš in preventivno, recimo, kadar pišeš pesem, kaj bi ti govoril Ivan, eksplicitno opozoriš, da gre za Cankarja, ne za kakšnega drugega Ivana. Nekoč ste vi bili golobradi mladeniči, ki ste si utirali pot, čeprav ne vem, če ste sploh brez brade, kdaj? Takoj po vojski, očitno me je ta brevska tortura tako izčrpala, da odkar sem zapustil Jugoslovansko ljudsko armado, veš, da je to bilo, ne? Še prednje je Jugoslovanska ljudska armada zapustila Slovenijo, od takrat naprej imam z redkimi nekajdnevnimi izleti v golobradost ves čas. Sem poraščen. Ja. No, skratka, hotel sem reči, kot ste vi bili glasbeni mladinci, ne, ki ste pač si utirali svojo pot v svet glasbe. Kako pa danes gledaš na, recimo, temu novi val slovenske glasbe kot nek zdaj izkušen človek, ne, ki je veliko dal skozi, ne. Kar veliko mladih bendov se pojavlja v zadnjem času, ki tako ali drugače pišejo svojo zgodbo. Ne? In jaz sem tega zelo, zelo vesel. Mislim, da je bilo do kakšnih 10 let nazaj, ali pa celo še manj, da je bila ena taka vrzel, precej očitna vrzel, ta medgeneracijski prepad, ki ga ni nihče znal, govorim o medgeneracijskem prepadu med generacijami izvajalcev, seveda, ne? Ki si ga marsikdo trudil, ampak ga ni na nek način uspešno zapolnil. Zdaj, v zadnjem desetletju, pa mislim, da imamo Slovenci odlično mlado, odlično glasbeno sceno. Če začnem naštevati, se bom težko ustavil, pa še bom koga pozabil in s tem naredil krivico, zato raje ne bi, ampak absolutno sem tega zelo vesel. Tudi multižanrsko na nek način, od dobrih pop izvajalcev do mariborskih punkerjev, ki že tudi niso več podmladek, recimo, oziroma zdaj že rastejo že neki novi klinci in upoštevaje, ne, da vendarle rock'n'roll generalno ni več to, kar je bil pred desetletji, ne? Se pravi, da ga tudi objektivno posluša manjši procent poslušalcev, recimo, se mi zdi, da Slovenci premoremo dokaj dobrih izvajalcev znotraj tega žanra. Gor ali dol, no? Ne vem, če sem morda celo pozabil v predstavitvi tvojega CV-ja povedati, seveda, da si tudi direktor muzeja novejše zgodovine v Celju, zato me zanima, če in ko boš morda nekoč pripravljal razstavo o midva. Glej, to je pa kaj boš dal v vitrine? To je pa eno tako strogo pravilo, ne? Se ne mislim, mogoče v tem muzeju, ne? Definitivno sam o midva ne bom delal razstave, ker tako zgodovinari kot posredno muzealci pač za naše relativno uspešno
delu je neka potrebna neka integriteta in tudi neka vsaj približna objektivnost, koliko zmore, in človek sam v sebi seveda ne more objektivno pripraviti razstave. Če bojo pa kdaj kakšni naši zanamci, že za časa mojega življenja ali pa kasneje pripravili razstavo o skupini Midva ali pa nasplošno o neki slovenski glasbeni sceni tega časa, teh desetletij, o kateri govoriva, bom pa verjetno zelo vesel. Oziroma bi bil zelo vesel, če bi to vedel. Obstaja nek predmet, anekdota, sporočilo, dogodek, ki bi ga želel, da se tam najde? Ne, preveč. Ne. Veš kaj, določene stvari niso za na razstavo, ne? Okay. Roko na srce pa tudi ni pravzaprav nekaj tako epohalnega, nekaj tako izjemnega, ti bi zdaj samo zaradi tega množice drvele na to razstavo. Dobro. Nekaj skromnosti, čeprav mislim, da je Midva res pisal izvrstno zgodbo v zadnjih letih. Ne. Prej sva govorila o legendah, ki absolutno prav, da nočete še biti, ne, o institucijah, ampak nek status, ne, benda pa vendarle obstaja. Ne vem, če ste si 10-20 let nazaj predstavljali, da bo zgodba zavila. Gotovo ne. Jaz tudi mislim, da če bi mi štartali pred temi 30 leti, ne bomo zdaj se vračali v začetke, ki so res precej bizarni, tudi precej duhoviti, ampak kakorkoli, ko se je ta zgodba začela, jaz verjamem, da prav nihče ni imel niti najmanjših, ne bom rekel želja, nekje nezavedni ravni, pravzaprav smo vsi takrat na nek način občudovali svoje vzornike, ki so viseli na stenah, ne, in si rekli, Madonna, če bi nekoč bili mi kot oni, ampak se nam je zdelo to nekaj popolnoma neuresničljivega. No, sčasoma, morda ravno zaradi te nepretencioznosti, ne, pa se je začela zgodba nalagati, ne, kamenček in profesionalizirati in seveda tudi bend danes ni več to, ne izgleda, ne zveni, ima to drugačno sporočilnost, kot jo je imel pred 30 leti, ampak vendarle, in zato so dobre ene take retrospektive, kot za te obletnice v Stožicah, ko pa vendarle se pravzaprav po 30 letih se ne boš sramoval tega, kar si naredil pred 30 leti, čeprav bi danes to verjetno tega ne bi več naredil, ali pa dosti drugače, ampak to je del tvoje razvojne poti in zelo fajn je videti, ne, tudi sam pri sebi se včasih pogledati nazaj in preleteti te glavne mejnike, recimo. Ne. Veš, kaj se mi je v Stožicah zdelo super? Se mi je zdela odločitev, da ste dali na oder seveda predvsem in samo sebe, ker to je zgodba o vas, da ni bilo nekih velikih govorov, da ni bilo nekih gostov in ne vem česa, ki bi vam pomagali rajati ob vaši obletnici, ampak da ste bili vi. Tako, to je bil izhodični koncept. Ja? In tudi set lista se mi je zdela izjemno dobro zastavljena. Tudi Odo Gude, ki smo dali, čeprav smo igrali v najbolj urbanem okolju, ampak smo rekli, to smo mi, zakaj pa ne. Na ta način pravzaprav tudi počastili tudi vse naše poslušalce, ki so prihajali tudi iz najbolj oddaljenih koncev Slovenije. In se nam je zdelo to prav. Kar se pa tiče te neizbire gostov oziroma odločitve, da ne vabimo gostov, ne zato, ker ne bi spoštovali recimo naših glasbenih kolegov, vrstnikov, nasprotno, večkrat smo se že pojavljali skupaj z njimi, tudi mi smo gostovali pri njih, ampak gre za to pravzaprav, da v tem malem okolju, v katerem delujemo, ne, je kolege iz ostalih primerljivih bendov generacijskih mogoče slišati kjerkoli, ne gre to za neko dodano vrednost, ne vem, kaj bi s tem, na kak način bi obiskovalcem dali nekaj več. Ljudje so prišli prvenstveno poslušati nas, mi smo jim dali sebe v najboljši možni obliki, 2 uri in pol, se pravi, znoja, celo krvi, če bi bilo potrebno. Je pa res, če sem zelo iskren, no, če bi imeli pa možnost, da povabimo kot gost na kakega Springsteena, Grola ali pa McCartneyja, pa verjetno bi imeli. Ne bi odglevali. Ja, zanimivo, ker si Springsteena omenil, ne, ker sva prej mogoče seveda o tej intervenciji rock glasbe v javni prostor. Ne, Springsteen je vendarle zdaj po dogodkih v Minneapolisu, v Minnesoti, pa v bistvu nemudoma reagiral. Se je oglasil, kar je na nek način, sem jaz osebno tudi pričakoval od Springsteena, ne.
Zdaj, v kolikšni miri lahko spet karkoli spremeni, jaz močno dvomim, ne, da si bo zdaj nekdo, ki o tem odloča, vzel k srcu, ne, kar njegove besede, ampak jaz mislim, da je skorajda dolžnost recimo tako izpostavljenih, tako priljubljenih glasbenih ustvarjalcev, zlasti tistih, ki se nikoli niso izogibali te družbene kontekstualizacije svojih besedilih in svojih pesmi, da se v nekem danem trenutku oglasijo. Ne? Se strinjam, od The Bossa je bilo to na nek način pričakovano, zato je v redu, da je še tudi to zadevno odziven, oster in ostaja. To so vendar ljudje, Springsteen je vendar človek z ogledom, z dometom in z nekim kulturnim, družbenim kapitalom in močjo, ne? Ki je pravzaprav brezčasna in upam, da bo trajala dlje, kot je pa aktualna, surova, brutalna politična moč, za katero vemo, o čem govorim in o kom govorim. Kaj bo glasbi pomenil pojav umetne inteligence? ChatGPT-ja, algoritmov, ne vem, si znaš predstavljati, kje bi vi danes bili, če bi se rodili v času tako surove digitalizacije, poblagovljenja vsega skupaj, oziroma ko velikokrat si odvisen ravno od teh nekih digitalnih catchov, algoritmov. Bomo 40. koncert mi dva dočakali s pesmimi iz ChatGPT? Gotovo ne, razen če mogoče koga izmed nas več ne bo tu zemsko prisoten, pa bom nastopil v obliki kakega holograma, ampak verjemi, da jaz ne bom iniciator tega. Kar se tega tiče, bom jaz zelo iskren. Vsaj jaz težko govorim za ostale člane benda, ker tudi v tem bendu se pomlajujemo, ljudje imamo različne tovrstne preference, tudi znanja, veščine, ampak jaz sem precej človek 20. stoletja, oziroma bolj človek analogne dobe. In ne bom rekel, da sem zdaj popolnoma paničen pred temi novostmi, koliko je potrebno, jih seveda tudi spremljam. Se tudi do neke osnovne veščine absolutno poskušam usvajati, ki jih potrebujem pri svojem delu. Ampak kar se tiče tega vprašanja, če bi danes mi bili mulci stari 16-17 let, bi verjetno na zelo podoben način delali svojo glasbo, kot smo delali pred 30 leti, oziroma kot jo delajo današnji 16-17-letni mulci, ki še vendarle ustvarjajo neko avtorsko, iskreno, telesno, srčno glasbo. Zdaj, v kolikšni meri bo umetna inteligenca spridila ustvarjalni proces, ga nadomestila, to so občutljive stvari. Občutljive stvari gotovo pa ne bo mogla, vsaj jaz upam, nadomestiti koncertnega ambienta, ki ga lahko pričarajo samo živi ljudje živim ljudem. Za eno izkušnjo, torej časa, ko ni bilo koncertnega ambienta, smo dali nedavno skozi. Še imaš kakšen spomin na ta čas, ali ste to potlačili, tudi glasbeniki? Čeprav ste, moram reči, takrat vseeno bili zelo pomembni, zato da se folku, oprosti izrazu, malo ni zmešalo vmes, da ste vendarle delali in se oglašali preko takrat. Tudi imeli smo en live stream koncert, nekaj radijskih nastopov neposredno. Glej, tu moram biti zelo previden, ker če izhajam iz svojih osebnih izkušenj, ki so pa moje individualne, je to obdobje tega popolne ustavitve sveta in življenja, saj zame ni imelo izključno negativnih konotacij. Se lahko strinjam. Verjamem, zato osebno tega obdobja ne pomnim v najtemnejših barvah. Je pa res, tudi z vidika benda, to ni bilo tako travmatično, kot bi lahko bilo, ker smo ta čas zatišja pravzaprav vendarle izkoristili za ustvarjanje nove plošče, in ki je rezultirala na nek način v času korone. Smo mi izdali ploščo črno na belem, in bi sicer njeno nastajanje trajalo dosti dlje časa. Se pa strinjam, da je generalno bila to ena izredno zoprna izkušnja, ki je popolnoma zamajala neke
in družbo, in človeške odnose, ki se verjetno po tem udarcu nikoli ne bodo mogli vrniti na tisto raven, kot so bili predtem. S tem se pa strinjam. Ja, vedno si rečem, upamo, da smo se iz takih travmatičnih obdobij izkušenj, ki so imele svoje pozitivne plati, se zelo strinjam s tabo, ne, kaj naučili, ne, ampak kot zgodovinar dobro veš, da je zgodovina morda lahko najboljša učiteljica, smo pa učenci pač takšni in drugačni. Zato me tudi zanima, ne, ker si tudi seveda zgodovinar, muzealec, ne, me zanima, ali te straši kot nekoga, ki je veliko bral, ki je veliko raziskoval pretekle čase, vleč neke paralele, ki jih danes vidiš z obdobji, ki smo jih dali skozi in za katere smo rekli nikoli več. Ja, poglej, zgodovina se nikoli ne ponavlja na isti način, ne? Absolutno ne, se pa ponavljajo neki vzorci, ne? Tudi zato, ker so okoliščine vselej drugačne, ne? Kot so bile nikoli niso identične, ne? Ampak določene paralele seveda pa jih težko jih spregledaš, ne? Zdaj, nekateri zgodovinarji iščejo primerjave recimo v obdobju pred Prvo svetovno vojno. Dosti več ljudi v obdobju 30 let in krepitve tega avtoritarnosti, ne, nazadnje tudi nekih totalitarnih idej, konec koncev fašizma, ne. Zdaj, kot rečeno, ne nazadnje tudi pesem, kaj bi ti govoril Ivan, ne, in ne edina naša pesem, na nek način koketira, ne, s tem zgodovinskim spominom oziroma opozarja nanj. Absolutno. Opozarja nanj, išče neke paralele, ampak z gotovostjo reči, ne, da bo naša prihodnost podobno črna, kot je bila prihodnost tistih, ki bi se recimo v podobnem studiu ali pa za podoben medij pogovarjali pred 85 ali pa 90 leti, tega z gotovostjo ne moremo trditi, ne. Jaz kljub tej neki trpkosti, temačnosti, morda tudi črnogledosti, ki veje konkretno iz besedila, kaj bi ti govoril Ivan, vendarle obstajam neke vrste optimist, ne. Je neka vera v človeštvo, kakršnokoli že to človeštvo je, neuko, nespametno, ki se ne uči iz preteklosti, ki ne odpravlja svojih napak, ampak jih ponavlja, ne. Vendarle mislim, da vero v človeka, v človeštvo, vero v razum, vero v neko razsvetljenje moramo ohraniti, ne, ker kaj nam pa sicer ostane? Ti torej ne deliš pogleda neke apokalipse v času seveda novih avtoritarizmov, v času populizma, ne, brezmejnega, ko strokovne avtoritete, govorimo o znanosti, znanju, Ja, nimajo več da takšne velja teže in da. odmeva, ne. Ja. V tem smislu se ti zdi, da Ker je vsakemu šarlatanu odmerjeno več Tako. prostora, kot pa nekemu resnemu ja, in mislecu. Ja, influencerji zasedajo prostor nekih resnih Ja, šlevalcev. to je družbena patologija, veš, ampak kaj me mogoče ohranja na nek način vendarle na tem optimističnem rovu prepada, ne? Ja. Da je pravzaprav celotno 20. stoletje bilo v pričakovanju neke apokalipse. Do teh apokalips je prihajalo, prva, druga vojna. Pogosto, ko je bila pa apokalipsa tako rekoč v zraku, pa do nje ni prišlo, recimo mislim na hladno vojno, ne. Skratka, ni nujno, da se zadeve dejansko iztečejo po najbolj črnem scenariju, velja pa biti previden, ne, velja biti oprezen, velja se pa zavedati tega, ne, velja pravzaprav kritično opazovati in gledati ta svet, v katero smer se obrača, poskušati vsaj malo, ne bom rekel, težko ga je spreminjati iz naše perspektive, ampak vendarle vplivati na nek način na odločevalce od teh na najnižjih ravneh, ne, vsaj do tistih, do katerih sežemo, mogoče krepiti nek kritičen odnos v javnosti, jih mogoče spodbujati, da prepoznavajo
laž od resničnosti, da prepoznajo dobro od slabega, ne? Da ne nazadnje ločijo med fašizmom in antifašizmom. Zelo pomembno sporočilo se mi zdi, pa me tu zanima še tvoj pogled, zdaj spet malo, ne, cel čas nekako vjuga med tvojo vlogo rockerja, pevca, malo tudi zgodovinarja, človeka, ki razmišlja. Me zanima, kako gledaš na, bom rekel, tudi zelo sui generis slovenski odnos do zgodovine. Zgodovina je v Sloveniji velikokrat predmet kulturno-političnih bojev, dnevne politike, reinterpretacije, revitalizacije, da ne rečem celo zlorab. Vredno si tudi imaš izkušnje, kaj od zunaj smo potem fenomen in posebni, ali je to pač tako marsikje, ne, da se sploh po pretekli zgodovini današnja politika pač prepira. Iz nekih čisto kalkulantskih. Nismo izjema. Že če spremljamo recimo ta bivši jugoslovanski prostor ali pa celoten srednjeevropski prostor, ne nazadnje tudi to vrstne debate v sosednjih državah od Avstrije, Italije, zlasti pa kot rečeno bivšega jugoslovanskega prostora, so zelo podobne. Res, da morda v dnevnih informacijah nimamo v tolikšni meri stika, ampak če človek se malce bolj zagrize v te vsebine, odkriva paralele. Sploh je problem na teh prostorih in Slovenija je del tega prostora, ne, ki je, ne vem, kdo je pravzaprav to rekel, tako da bom težko citiral, ampak če povzamem, ki proizvede več zgodovine, kot je pa zmožna predelati. Ne. Recimo konkretno druga svetovna vojna, lani smo obeleževali 80-letnico konca, ne. Mislim, da po 80 letih bi stvari morali počasi postaviti na svoje mesto in se umiriti okrog tega. Ja. Ampak še vedno to zaradi raznih travmatičnih, individualnih, kolektivnih izkušenj deli na nek način to družbo, ampak niti ne toliko posameznike, kot dejansko je to odličen poligon za razne politične obračunavanje, politične zlorabe. Ampak tudi to Slovenija ni edina. Seveda, ko pa so razmere v svetu, v aktualni družbi toliko bolj zaostrene, kot danes so, ne, generalno, so pa te paralele in posledično tudi delitve iz preteklosti toliko bolj postavljajo v spredje, so toliko bolj priročne, recimo. Sprašujem tudi zato, ker smo ravno sredi predvolilnega časa, midva seveda nisva tukaj zato, da bi delala neko politično analizo, ne, ampak vseeno se pa spomnim v tem času, ko razpravljamo širše, na en anarhistični grafit, ki je bil v Mariboru na eni večji vpadnici, ne, dolgo časa, tako lepo prezenten, in sicer če bi volitve karkoli spremenile, bi bile prepovedane. Ne. Vendarle se je treba verjetno v tem času vsaj zavedati, ne, da ne nazadnje volitve niso nek samo od sebe umevna stvar, ne, nismo jih imeli 30 in več let nazaj, zato je v tem času vendarle dobro, da se ljudje zavemo tega, da bo demokracija obstala, če bomo v bistvu vstopali v ta demokratičen proces. To, ne, in volitve kot take ne bodo samo nek brezvezen ritual borbe za oblast, ampak čas za neko refleksijo družbe ali kako, ne. Tako, zato se recimo jaz konkretno se dnevno politično ne opredeljujem, zlasti ne javno, seveda imam svoje stališče in tudi volim redno in nekoga pač moram okrožiti, drži, ampak se pa absolutno se pa smatram za aktivnega državljana. Ne? Zaradi pravzaprav vseh nekih funkcij, ki jih upravljam v javnem življenju, tudi zaradi nekih različnih identitet, se smatram za aktivnega državljana in tudi tu se morda skriva odgovor, da dejansko si drznem na nek način oziroma si dovolim v glasbeni izraz midva vtkati tudi neka svoja občutja, neke svoje poglede tako na preteklost kot na sedanjost in nazadnje tudi na prihodnost. Ne? In na nek način seveda, zdaj ne bova, kot rečeno, ne bova komentirala politika, kaj šele agitirala za kogarkoli, ampak ja, aktivno državljanstvo pomeni tudi udeležba na volitvah,
izkoristek te možnosti izbire. Jaz sem odraščal v 80-ih letih, ko smo pravzaprav hrepeneli potem, hrepeneli po tej neki liberalni demokraciji, ki smo si jo želeli, ki nam je bila kot nek sveti gral, do katerega se bomo dokopali. Zdaj pa nekateri prerokujejo smrt. Smrt in ne vem, in jaz osebno verjetno tudi zaradi tega, ker sem odraščal v tem, bom poskusil narediti vse, kar je v moji moči, da to liberalno demokracijo, kot jo smo jo poznali in hvala Bogu še poznamo, ne izgubimo kar tako. Zakaj so po tvoje ti jezovi populizma v politiki tako popustili? Ne? Včasih so bili standardi tu vendarle drugačni. Ne? Ja. Zakaj se je to zgodilo? Ne? Deloma si pravzaprav že prej odgovoril na to blazen padec vseh nekih objektivnih kriterijev. Ne? Se pravi, avtoritet, ne? Ki smo jim zaupali, tako, verjeli, ne nazadnje, neka splošne nižanje neke, človek rekel, tudi neke izobraženosti, kulturnosti, v tem smislu, pravzaprav, sam veš, prihajaš iz medijev, ljudje čudalje manj berejo, zlasti kredibilni tisk, oziroma kredibilne medije. Ne? Ja. Ta atomizacija, se pravi, zaklepanje, zapiranje v te mehurčke, tudi informacijske mehurčke, ker ti algoritmi servirajo samo to, kar pravzaprav ti že misliš, oziroma kar si misliš, da si želiš misliti, ne? Da to gotovo poškoduje dolgoročno zdrav razum, ne samo posameznika, ampak nekega kolektiva. Ne? In dejansko danes, ko spremljamo dogajanje v svetu, od neke popolne iracionalne blaznosti na eni strani do zelo racionalne blaznosti, brutalne blaznosti na drugi strani, ne? Je pravzaprav nemogoče negirati oziroma si zatiskati oči pred tem, da je večina teh ljudi, ne, pravzaprav bilo demokratično izvoljenih. Ne. In torej, kdo jih je pozicioniral, kdo jih je piedestaliziral tja, kjer so. Ne. Ja, in kdo jih lahko odstrani, ne, nazadnje. Ja, upam, da vendarle še obstajajo mehanizmi, da odvoliš tudi nekatere. Nekatere primerjave recimo iz 30 let pričajo o nasprotnem. Res je, spet smo v 30. Te velikokrat zdaj omenjajo razno razni ali zgodovinari, politični analitiki ali kakorkoli kot neko referenco, ki kaže na današnji čas, ampak k sreči ti nisi tako črnogled. Jaz sem tu bolj pristaš, bolj se strinjam tu z kolegico zgodovinarko Mariborčanko, dr. Matejo Ratnik, ki izredno cenim, ne, ki mislim, da ima en res tak svež, dober, luciden pogled in na preteklost, in na aktualnost, in tudi na primerjave. Ne. Ona govori o tem prehodu med epohami zdaj. Prehodu, tako, to je ena divizija, ampak še bolj to, ki pravi, stvari niso nikoli identične, okoliščine se spreminjajo, tudi ljudje smo drugačni, ne? Tudi ideologije, ne, se vendarle spreminjajo, se modificirajo, zato je težko popolnoma enačiti današnjega dogajanja s preteklim in mu napovedati isti epilog, kot so ga doživeli neki procesi v preteklosti. Ne? Bi pa na tem mestu citiral še enega političnega filozofa, italijanskega Gramscija, ki je dejal, tako, ne, da ko staro propada in se novo še ni rodilo, so tu pošasti. Se strinjam. Povej nam, ne, kako zdaj ravnati oziroma se obraniti teh pošasti. Ne? Jaz se branim z rock'n'rollom. Ali odlična iztočnica to, ne? Ali naj torej predvsem vsak, recimo najprej mlad človek, še vedno ima svoj rock'n'roll band, okoli katerega naj gradi svojo identiteto in sporočilo. Absolutno pa, da ne bova samo ekskluzivistična. Ne? Ja, za mene lahko ima tudi svoj narodno zabavni band. Ampak mora imeti svoj band. Prav. To zadevno si se kot glasbenik vendarle, ne, kot generacija takrat mladih ste imeli neko sporočilo, verjetno. Ne? Kaj bi bilo danes sporočilo, verjetno,
tem novim generacijam v tem Pa v smislu. bistvu niti ni, ko smo začenjali kot mulci, ne, sporočilo je bilo imeti se fajn, ne. To je še Saj to je zelo elementarno. elementarno. Elementarno sporočilo zlasti rock'n'rolla, ki mora ostati eno od elementarnih sporočil rock'n'rolla. Današnje sporočilo, glej, ne vem, morda boš razočaran, ampak res se ne čutim kompetentnega, da takole izza mikrofona v tem okolju kakršnakoli sporočila, zlasti pokroviteljsko, na pokroviteljski način pošiljam v javnost. Mislim, da je to zelo dobro sporočilo v resnici, ne? Ker preveč ljudi se čuti dolžne in poklicani, zato da nedijo vsa možna sporočila. Ampak eno sporočilo za konec, ker je to zdaj mogoče dober trenutek, da postaviva piko na i zanimivemu pogovoru, pa vendarle je, da akustična turneja se začenja. Jaz osebno moram priznati, da seveda še bolj čakam na elektriko, ne. Na Lentu jo boš imel najprej. Evo, tako mogoče, kje vse, v kratke, Akustična turneja, začenjamo jo, glede na to, evo, še ni prepozno, ne, jutri, ne. to snemava v četrtek, objavljeno bo v petek, torej Se pravi v soboto, v tako. Murski Soboti. Mislim, da nekaj kart je še. Okay. Akustična, kot rečeno, z razširjenim ansamblom, kasneje pa po vseh kotičkih, večjih in malih naše lepe domovine, Idrija, Škofja Loka, Rogatec, Cankarjev dom, Žička Kortuzija, Celjski grad, Auditorij Portorož, skratka, vse posod bomo, še preveč nas bo. Včasih, ker vas seveda spremljam, ali tebe, ali predvsem band tudi na družbenih omrežjih, vendar le opazim, da kdaj še napišete, da ste kje prvič, ne? Ker tako ste obredli Slovenijo, ne, ker vam ni težko iti tudi zelo male kraje, ne? Nasprotno. Ampak še najdete kraje, kjer še niste bili. Moram res, evo, ker sem ravno izval, to našo turnejo smo začeli z enim takim predšpilom, ki ga sicer nismo še umestili uradno na program turneje. Igrali smo prejšnji teden v Ravnah pri Šoštanju, prvič v enem malem okolju, primerljivo s tistim, z katerega pravzaprav mi izhajamo, in je bilo krasno, ker čutiš ta žar organizatorjev v nekem malem okolju, mladih ljudi, ki si želijo nekaj narediti za kraj in jim potem uspe, seveda tudi z našo pomočjo, izpeljati nek dogodek in vidiš to veselje in organizatorjev in obiskovalcev. Mislim, kako potem ne bi mi izvajalci bili veseli in zadovoljni. Bravo. Blizu Maribora pa najprej v Šentilju, potem pa Lent, si rekel. Lent in jeseni Vurberg akustika in morda še kaj, odvisno od interesa. Hvala lepa, Tone Kregar, da si bil večerov gost in ne vem, dobrodošel čez čas spet, ne? Na dvor. Sicer na dvor. Hvala lepa za pozornost tudi vam, ampak ni že čisto konec. Čez nekaj sekund se vrnem še z nekaj ekonomsko-propagandnimi sporočili o tem, kaj boste brali v soboto in nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj bomo brali večerov v soboto? Če smo pred vsakimi prejšnjimi volitvami največ poslušali o upokojencih, se zdi, da se tokrat vse bolj vrti okoli mladih. Kaj pred volitvami počneta podmladka strank, ki ima na volitvama kaže najbolje? Predsednici in predsedniku obeh smo v ločenem pogovoru, ki ni bil namenjen polemiziranju, postavili enaka oziroma podobna vprašanja, da bi dobili boljši vpogled v delovanje podmladkov in njihovih ciljev. Dotaknili smo se še drugih tem. Recimo, sta si Janez Janša in Robert Golob v čem res podobna? Z Niko Podakar in Lukom Simoničem se je pogovarjala Franja Žižt. Z generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije Vesno Nahtigal o božičnici in minimalni plači, o političnem populizmu, o gospodarskem programu do leta 2035, o socialnem nedialogu in zmernem optimizmu. Citiram: knjige naročil se praznijo, podjetja komaj da krpajo ali ukinjajo drugo izmeno, medtem ko v 3 ne delajo več. Spraševal je Srečko Klapš. Uroš Granc, ki te dni za večer beleži dogodke iz olimpijske Italije, je v olimpijski formi. Pogovarjal se je zelo zgovornim članom slovenske skakalne dinastije Prevc, ki te dni piše olimpijsko zgodovino.
Scene prevci iz komentatorske kabine spremlja sestro in brata. V ciljni areni je tudi za tolažbo, a bistveno več razlogov imajo vsi skupaj za slavje. In še večer v nedeljo. Cankarjev čaj z rumom je bil rum s čajem. Lahko mu rečete kar skrunitelj. Tako je naslovil svoj prvi roman z mislijo na reakcijo oboževalcev lika in dela Ivana Cankarja. Tega našega velikana namreč temeljito obdeluje, pri čemer ne varčuje niti s kritiškimi udarci. Branko Gradišnik, pisatelj in prevajalec, je znan po tem, da je rad predrzen, pa tudi po duhovitem, ironičnem in jezikovno izbrušenem slogu, s katerim komentira življenje. V intervjuju o tem, kako doživlja Cankarja. Na sodišču ni zmagovalcev, deljeno skrbništvo je zabloda. Čeprav v teoriji zveni čudovito, da oba starša enakopravno skrbita za otroka, Ana Marija Mitić, voditeljica, komičarka in šansonjerka, brez dlake na jeziku pove, zakaj bi tudi strokovnjaki morali malo bolj razmisliti. 100 let ene najbolj znanih svetovnih cest. Ko smo v spletni brskalnik vpisali, da iščemo informacije o legendarni ameriški Route 66, smo dobili več rezultatov, kot bi jih lahko pregledali v mesecu dni. To kaže na še zmeraj veliko priljubljenost ene najbolj znanih cest, ki je nedavno praznovala 100. obletnico. Spoštovani in spoštovani, bralke in bralci, gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci večera, naj bo krasen s spustom zaznamovan vikend. Se beremo in se slišimo.